kar se pa tiče odstopa gospoda Hojsa, mislim, da je zadeva jasno. Glejte, mi smo imeli doslej pri uveljavljanju politične odgovornosti na voljo dva instrumenta, ja tak, ne? Eno je redni preklicni odstop, o katerem se kasneje izreče še nadrejeni, se pravi, ga sprejme ali pa zavrne. Pa smo imeli po drugi strani, poznamo nepreklicni odstop, ki velja v vsakem primeru, se pravi, nadrejeni se v njem ne more opredeljevati, funkcionar s tem predlogom doseže, da dejansko odstopi in vse vmes, razumete, in to nišče ne razume, vse vmes je pa do zdaj obstajala pravna sivina, praznina, ki smo jo mi zapolnili. In minister Hojs je uvedel tako imenovani nepreklicni neodstop. Pomeni, da se ponudi v prvi fazi nepreklicni odstop, nadrejeni pol ne odpre kuverte in s tem se vzpostavijo pogoji, da uradna oseba nadaljuje svoje delo. Popolnoma novi pravni inštitut, se pravi, ki bo poimenovan kar po našem ministru nepreklicni odhojs. Bomo predlagali oziroma situacija, ko je uradna oseba nepreklicno odhojsnila. Glejte, kaj se je do zdaj dogajalo v Desusu, ko tega ni bilo. Ni bilo preklicni, ni bilo nepreklicni, nič, samo nekaj vmes ne bi Zabopivčeva končno lahko nepreklicno odhojsnila. Aleksandr Lukašenko razmišlja o tem, skratka, uredba še ni v uradnem listu objavljena, pa se je že prijela. Če bi jaz, recimo pred leti, lahko ponudil nepreklicni odhojs, bi še bil danes župan Maribora, razumete, to je ta prednost. Z Breznikom bi lahko bila še danes sodelavca. Škoda, kaký mesec prehitro se je napil. No, se pile skozi, mogo bi reči, kaký mesec prehitro so ga dobili. Kaký dosežek je to? Smo prva država s to vrstno ureditvijo.